Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav župan občine Radovljica Ciril Globočnik tudi v letu 2026 in naj vam na začetku zaželim veliko zdravja, poslovno uspešnost in pa seveda dobro sodelovanje še naprej. Ja, tudi vam in pa vsem gledalcem želim predvsem tako najprej zdravja in pa vseh ostalih stvari in sem prepričan, da bo leto 2026 uspešno. Vsaj potrudili se bomo, da bo tako, kot smo si zamislili v potrjenih proračunih za 26 in 27. In kam bo namenjen dobršen del proračuna? Kot vemo, je dobršen del za čistilno napravo. Ja, zdaj najprej bi sam toliko povedal, da v letu 26 je proračun težek 36 milijonov evrov, v 27 34 milijonov evrov in da se bomo pač morali zadolžiti, ker imamo tako velike projekte. Seveda največji projekt je nadgradnja čistilne naprave v Radovljici. To je projekt, ki je vreden preko 8 milijonov evrov. Seveda so pa potem naprej še zelo pomembni projekti. Seveda govorimo o celotni infrastrukturi na območju občine Radovljica in pa projektih, ki so pa resnično podprti tako kot nadgradnja čistilne naprave z nepovratnimi sredstvi. In lahko rečem, da smo bili zelo veseli, ker smo bili izbrani za en pilotni projekt, torej ureditev nove kuhinje v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Tudi bili smo izbrani in podprti s projektom nadgradnje osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Seveda projekti bojo pa trajali nekateri 2, nekateri 3 leta, nekateri bojo pa zaključeni že v letu 26. Tako da ja, kar bom rekel, sem vesel, da nam uspeva tudi pridobiti veliko denarja, to se pravi nepovratnih sredstev, kar je pa zelo pomembno za razbremenjevanje proračuna, ker če ste slišali uvodoma, ko sem rekel, to so rekordni proračuni v občini Radovljica, tako v letu 26 kot v letu 27. Zato moram tukaj se zahvaliti vsem mojim sodelavcem, ki so bili uspešni na vseh teh kandidaturah. Tako da bomo lažje potem prišli do ciljev, ki sem jih omenil. In glede na preteklo, bom rekel, sodelovanje s sodelavci, sem prepričan, da bomo to vse izvedli. Podana je bila idejna zasnova za dislocirano enoto v Kamni Gorici. Ja, tukaj jaz lahko rečem, da smo to posredovali na ministrstvo. Predstavniki ministrstva so si to prizorišče v Kamni Gorici tudi ogledali. No in zdaj je bil pač sklep tak, da od tega trenutka dalje nadaljuje ministrstvo, ki bo razpisalo natečaj in potem na osnovi natečaja bo izbran projekt in pa seveda na osnovi projekta potem praktično cela izvedba. Mi smo pripravili v bistvu to idejno zasnovo. Seveda tudi zemljišče je naše in ga bomo potem prenesli na državo, kajti investitor bo država. Na zadnji seji pa ste sprejeli tudi OPPN za Poljsko pot. Ja, tukaj je v tem krožišču, če lahko poenostavim, da bodo ostali razumeli, med Lescami in Radovljico v tej coni. Gre za ureditev, bom rekel, predvsem dostopa in pa 4 stanovanjski objekti bojo v tem delu, tako da sem zelo vesel, kajti ta dokument se je kar zelo dolgo pripravljal in da smo bili zdaj usklajeni, sem zelo vesel in bo tudi prišel na vrsto za samo izvedbo.
In kako ocenjujete leto 2025, ki je za nami, in s kakšnimi koraki ste vstopili v 2026? No, jaz lahko rečem, da smo pravzaprav v letu 2025 realizirali zastavljene cilje. Seveda sem pa malce razočaran nad izjemno dolgimi postopki, ki tako bremenijo potem izvajanje v praksi. Predvsem govorim za ta del še vedno sanacije po ujmi. No, zdaj v tem času, v prihodnem času smo dobili zagotovilo, da bomo v letošnjem letu lahko projekte, ki so še v dolini Drage, realizirali, kajti to so projekti čez 3 milijone evrov. Tako da najprej bom rekel, je poleg vseh naštetih projektov, ki sem jih omenil, tega pač nismo mogli izvesti, kajti od države nismo dobili vseh soglasij. Zdaj ta soglasja so in se veselim tudi ureditve torej cele doline Drage, vključno tudi z vodovodnim sistemom. No, glede na to, da že kar leta in leta imate tudi vi mrežo prostoferjev, koliko prostoferjev imate vi v radovljiški občini? Zaenkrat 12, to so res stalni šoferji in tudi sem jih z veseljem sprejel, kot vsako leto se jim zahvalil za to dobro delo. Zdaj trenutno imamo eno vozilo, kolikor bo potrebno v nadaljevanju, se bomo odločali, če bomo nabavili še eno vozilo. S tem je pa res veliko število kilometrov in ur opravljenih za tiste najbolj ranljive in lahko rečem, da so ljudje, ki koristijo to, izredno zadovoljni. Evo, hvala lepa za pogovor. Hvala tudi vam.